Podobe znanja. Če smo nekoč pojmovali naše črevesje kot organ, ki iz hrane skorajda mehanično iztisne hranilne snovi in vodo, ter nato kar najbolj hitro in učinkovito odstrani vse, kar je odveč, je danes jasno, da je dogajanje v našem črevesju mnogo bolj kompleksno, da smo pravzaprav v veliki meri odvisni od nepregledne množice bakterij, ki tvorijo tako imenovano črevesno mikrobioto. Gre za izredno pester svet mikroorganizmov in od tega, katere vrste in sevi bakterij prevladujejo, je odvisno naše zdravje, odpornost, celo razpoloženje. Naše črevesje pa je tudi kraj, kjer se poraja odpornost na antibiotike in kjer se geni za odpornost prenašajo med različnimi bakterijami. Z raziskovanjem mikrobiote in njenih vplivov na naše zdravje se ukvarja današnja gostja oddaje Podobe znanja, doktorica Maja Rupnik z Centra za medicinsko mikrobiologijo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Profesorica Maja Rupnik, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav tudi vam. Za začetek pogovora bo verjetno na mestu kratek pregled, kaj pravzaprav je črevesna mikrobiota, kako številčna in vrstno pestra je. Črevesna mikrobiota je skupina oziroma populacija bakterij, ki naseljujejo naše črevo. Naše črevo je najbolj gosto naseljen ekosistem na planetu in imamo ogromno bakterij, ki živijo z nami. Vsak človek ima v svojem črevesju nekje od 100 do 200 različnih bakterij. Vsega skupaj pri različnih ljudeh pa lahko najdemo več kot 1000 različnih bakterij, ki so lahko v našem črevesju. Kdaj se je pravzaprav pojavilo to spoznanje, da prvič premoremo vse te mikropodnajemnike v našem črevesju in da so ti izredno pomembni za pravzaprav naše zdravje, za našo zmožnost, da presnavljamo in še za marsikaj drugega? To vedenje je pravzaprav že zelo staro, vse kar se tiče črevesne mikrobiote. Mogoče je malo bolj presenetljivo, da smo naseljeni tudi na številnih drugih delih telesa. Za črevesje smo to že vedeli, težava pa je bilo delo z temi bakterijami, saj so tako malo posebne, ne marajo namreč kisika in je zelo težko delati z njimi v laboratoriju in se je razvoj raziskav začel šele takrat, ko so se razvile ene moderne tehnike, ki pravzaprav na relativno lahek način omogočajo, da pogledamo, kdo je tam, kaj zna delati in kaj dejansko dela. Zdaj, omenili ste, profesorica Maja Rupnik, da imamo pravzaprav tam od 200 pa tudi do 1000 različnih vrst sevov bakterij. Ampak kaj to konkretno pomeni, recimo pri zdravih ljudeh? Koliko se te mikrobiote razlikujejo med seboj in kaj pravzaprav vpliva na to, kakšna je naša sestava mikrobiote? Vsak človek ima svojo značilno mikrobioto in mikrobiota je pravzaprav skoraj kot naš prstni odtis. Samo za razliko od prstnega odtisa, ki ostaja celo življenje več ali manj enak, se naša črevesna mikrobiota s časom počasi spreminja. Nove bakterije stalno prihajajo v naša prebavila in potem se nekatere zadržijo zelo kratek čas, druge pa daljši čas. In tako v bistvu stalno drsimo iz ene sestave mikrobiote v drugo. Domnevam pa, da so določene bakterije, sploh tiste, ki jim pravimo tako imenovane dobre bakterije, ki jih nujno potrebujemo za presnavljanje določenih snovi, ki jih pravzaprav najdemo pri vseh. Tako je, imamo eno skupino bakterij, ki jim rečemo jedrna mikrobiota in te pričakujemo in jih tudi najdemo pri
ta meja je postavljena čisto umetno pri 95% ljudi. In te jedrne, osnovne bakterije so tudi tiste, ki jih je v naši črevesni mikrobioti potem največ in lahko bi jih razdelili v dve glavni skupini. Ali so tiste, ki znajo zelo dobro vplivati na naš imunski sistem, ali pa so to tiste, ki znajo zelo dobro razgrajevati hrano, ki pride do črevesja in potem iz te hrane izdelujejo nova hranila in na ta način v bistvu prehranjujejo svoje sosede. Tako da bakterije ustvarjajo prehranske mreže. Če se za trenutek še zadržim pri teh slednjih, kaj pravzaprav vse one opravijo za nas? Ja, bakterije znajo za nas delati zelo številne stvari, ampak predvsem 3. Znajo nas ščititi pred slabimi bakterijami oziroma slabimi mikroorganizmi, znajo pomirjati naš imunski sistem in znajo izdelovati snovi, ki vplivajo ali na naše celice v črevesju ali pa kjerkoli drugod po telesu. Pomirjanje imunskega sistema je zelo pomembna funkcija, ker naš imunski sistem v črevesju se pravzaprav stalno, konstantno srečuje z tujimi snovmi. Hrana je pravzaprav tuja snov. In bi stalno želel reagirati z nekim vnetjem. In naše dobre, koristne bakterije so tiste, ki stalno pošiljajo signale, da se to vnetje pomirja. Izdelovanje snovi, ki ali ščitijo ali hranijo naše celice, pa so odvisne od tega, kakšen material mi bakterijam dajemo. Če jim dajemo dober material, bodo izdelale dobre zaščitne snovi. Če jim dajemo malo slabši material, potem bodo izdelale snovi, ki so kancerogene in tudi takšne, ki še dodatno povzročajo vnetje. Ja, o tem pomenu zdrave prehrane za naše zdravje pravzaprav slišimo v najrazličnejših kontekstih in enako tudi o škodljivosti, torej enolične pa še zlasti visoko procesirane hrane. Kaj konkretno se pravzaprav z vidika mikrobiote dogaja, kadar pač naša hrana ni najboljša za mikrobioto? Kaj se zgodi? Ja, naše bakterije, zato da bi obstajale, potrebujejo hrano. In edina hrana, ki jo dobijo, je tista, ki jo mi pojemo. Zato pravzaprav jemo za dva. Jemo za nas in za naše bakterije. Na kak način lahko uničimo bakterije z slabo prehrano? Prvič tako, da jim ne zagotavljamo tega, kar one potrebujejo. To pa so predvsem kompleksni sladkorji, največ jih je v vlakninah, vlaknin pa je največ v zelenjavi. Se pravi, po eni strani bakterije ne hranimo dovolj, po drugi strani pa lahko z hrano užijemo snovi, ki bakterije uničujejo. Teh primerov je na stotine. Mogoče bi izpostavila emulgatorje, izpostavila bi umetna sladila in izpostavila bi vse tiste snovi, ki so konzervansi. Te dodajamo v hrano, zato da bo hrana na policah trgovin zdržala dolgo časa, da bakterije na tej hrani ne bodo mogle rasti. Se pravi, konzervansi so snovi, ki zavirajo, uničujejo bakterije. In ko jih mi pojemo, zavirajo in uničujejo tudi naše črevesne bakterije. In potem verjetno lahko pride do tega, da se pravzaprav neka zdrava sestava naše mikrobiote poruši in dobijo prostor, priložnost, morda kakšne škodljivejše, nekako tako. Natančno tako. Če se poruši ta raznolikost, ta lep razraščen ekosistem, potem se zgodita dve stvari. Po eni strani
ta mikrobiota nima več vseh tistih funkcij, ki smo jih prej našteli, se pravi, ne ščiti nas več, ne pomirja našega imunskega sistema in ne izdeluje hrane za naše celice. In zdaj se lahko naselijo škodljive bakterije, ki so manj izbirčne, ki lahko boljše izkoristijo tisto revno hrano, ki prihaja v naše črevo. Se pravi, so bolje prilagojene ali celo odpornejše, denimo na kakšne konzervanse? Lahko bi rekli tudi tako, ja. No, če torej bakterijam v našem črevesju škodujejo konzervansi, pa vsekakor obstaja skupina zdravil, ki pač so zato narejeni, da škodujejo bakterijam, to so seveda antibiotiki. Kaj se pravzaprav zgodi torej z našo mikrobioto, kadar zaradi neke bolezni moramo jemati antibiotike? Zdaj, preden odgovorim na to vprašanje, bi mogoče samo povedala, da antibiotike razdelimo na širokospektralne in ozkospektralne. Širokospektralni so tisti, ki znajo uničevati številne različne skupine bakterij, in ozkospektralni so tisti, ki uničijo bolj določeno skupino bakterij, vse ostale pa recimo temu pustijo na miru. In težava pri mikrobioti so seveda širokospektralni antibiotiki. Kadar moramo jemati te, jih jemljemo seveda zato, da bi uničili nekega povzročitelja, ki nam povzroča okužbo in nam povzroča težavo. Vendar ti antibiotiki pridejo v naše telo, pridejo tako v črevo, lahko pridejo do kože, lahko pridejo do nožnice in tam vplivajo na naše dobre bakterije in jih žal uničijo. In zato pride naša mikrobiota v eno tako kratkotrajno stanje neravnotežja, ki mu rečemo tudi disbioza, in potem je odvisno od nas, od našega zdravja, od naše starosti, kako hitro, če sploh, se bo naša mikrobiota povrnila v prvotno stanje. Kako hud pa je ta upad pestrosti ali pa tudi številčnosti mikrobiote ob jemanju torej širokospektralnih antibiotikov? Verjetno spet odvisno od človeka do človeka, pa vendarle, ali to pomeni polovico, desetino, skoraj vse? Kar se tiče samega števila, bi vam težko odgovorila natančno številko, kar pa vidimo je to, da recimo iz 100-200 skupin, ki smo jih imeli prej, nam jih zdaj zmanjka vsaj polovico. In kar je zelo pomembno je, da nam zmanjkajo predvsem tiste jedrne, o katerih sva prej govorili, se pravi tiste, ki so najpomembnejše, ki so v bistvu temeljni kamen zdrave mikrobiote. Imamo pa seveda na srečo tudi lastne rezervoarje, iz katerih se potem mikrobiota ponovno začne razvijati in razraščati. Aha, kje pa so ti rezervoarji? Ja, za črevesno mikrobioto je eden od glavnih rezervoarjev slepič. Potem pa je tudi naša stena črevesna, se pravi črevesna sluznica, je močno nagubana. In v teh malih gubicah so majhni prostorčki, ki pa so za bakterije še vedno dovolj veliki, da se lahko tam skrijejo in od tam ponovno začnejo rasti. Na drugih delih telesa imamo pa drugačne rezervoarje, recimo v ustih je naš glavni rezervoar zadnji del jezika. Vsekakor veliko skritih mest, ne? Res je. Še dobro, da jih torej imamo, ne? Ko imamo pogosto tako zelo negativen odnos do bakterij in njihove škodljivosti, ne? Tako, če pa naši lastni rezervoarji niso dovolj, imamo pa vedno načine, kako lahko bakterije dobimo ali na bolj nežen, počasen način ali v malo večji dozi iz zunanjih virov. Tukaj zdaj morda že govoriva o probiotikih in prebiotikih? Malo govoriva o probiotikih, malo govoriva pa tudi o socialnih stikih, o okolju, o hrani, če je ta zdrava, če vsebuje veliko mikroorganizmov. Govoriva o tem, da naše okolje ne sme biti preveč čisto.
ampak mora vsebovati eno določeno skupino ali pa eno določeno obremenitev z bakterijami, zato da imamo mi ta konstanten stik z mikroorganizmi in med njimi potem izberemo tiste, ki v nas ostanejo, drugi pa odpotujejo naprej. Je pa presenetljivo pravzaprav, da med vsemi temi stiki z bakterijskim svetom pravzaprav vsi pridobimo tudi tiste, ki nam zdaj v širšem zdravstvenem vidiku lahko povzročajo hude težave, torej na antibiotike odporne bakterije. In moram kar reči, da me je nekoliko presenetilo, da pravzaprav ta podatek, da pravzaprav vsak zdrav človek v sebi nosi tudi kake tovrstne povzročitelje hudih težav. Ja, žal je to res. Vse tiste glavne škodljive odporne bakterije so tudi zelo prilagojene na naše mikrobiote in veliko njih tudi na našo črevesno mikrobioto. Ampak v našem črevesju jih je izjemno malo ali pa se zadržujejo v nas zelo kratek čas. To je povezano z eno pomembno funkcijo naše črevesne mikrobiote, o kateri smo pravzaprav že govorili, to je ta zaščita pred tujimi mikroorganizmi. Zdaj naša mikrobiota, tudi če je zdrava, stalno niha okrog enega stanja, ko je malo boljša in malo slabša. In te rezistentne bakterije, če jih zaužijemo z hrano, recimo, se lahko potem v nas za krajši ali daljši čas zaustavijo ali tudi razrastejo. Potem je pa pomembno dejstvo to, da te rezistentne bakterije ne samo, da se zaustavijo v naši črevesni mikrobioti, ampak znajo potem te svoje gene za odpornost predati našim stalnim prebivalcem mikrobiote, kot da bi jih dale v en sef. In zato se ti geni, ta informacija, navodilo, kako biti odporn, v bistvu zadrži v našem črevesju. Tudi če smo odporno bakterijo dobili in je potem odšla, v naši mikrobioti lahko ostanejo geni. In zato je pravzaprav naša črevesna mikrobiota pomemben rezervoar tako odpornih bakterij kot genov za odpornost. Tukaj se mi zdaj poraja več vprašanj, ne? Se pravi, po eni strani bi lahko rekli, da je za naše dobre bakterije koristno, da pridobijo tovrstne gene in so v prihodnje manj občutljive za katastrofe, ki jih sicer povzročajo antibiotiki, ampak po drugi strani, domnevam, lahko spet te gene posredujejo naprej spet novim vrstam patogenih bakterij. Ja, natančno tako. Pri tem predajanju genov je tudi pomembno, da ne more kar vsaka bakterija predati gene vsaki drugi, da si jih raje izmenjujejo, če so bolj sorodne. Se pravi, slaba bakterija jih bo predala bolj tistim, je manj verjetno, da bo gene dala tistim dobrim, glavnim, temeljnim bakterijam, kjer bi, imate prav, mogoče bilo celo zaželeno, da te gene za odpornost imajo. Kako pa pravzaprav si bakterije takole podajajo gene, kajti to pri sesalcih nekako ne gre? Ne, res je, to podajanje genov je v bistvu značilno za bakterijski svet. In bakterije so izumile več različnih načinov, kako to počnejo. Po eni strani je za bakterijo super, da dobi nek tuj gen, zato ker je na tem genu lahko navodilo, kako biti odporn na antibiotike, lahko je navodilo, kako biti odporn na težke kovine, navodilo, kako pojesti neko posebno snov. Se pravi, po eni strani je fino dobiti nek tuj gen, po drugi strani pa je to za bakterijo nevarno, ker bi lahko šlo za neke posebne viruse, ki bakterije napadajo in bi jih potem uničile. Zato bakterije rade prevzemajo tuje gene, ampak so pri tem tudi zelo previdne. Zdaj, načini so
različni. Eden od njih je recimo ta, da se dve bakteriji povežeta z tako cevko in si po tej cevki pošljeta gen. Se pravi, bakterija, ki ima gen za odpornost, po cevki pošlje kopijo tega gena bakteriji, ki rezistence ni imela. In to je v bistvu tisto, kar nam dela največje težave, da to je razlog, zakaj se lahko rezistenca tako hitro širi, ker je ne rabi vsaka bakterija posebej izumljati, ampak ko je enkrat izumljeno, narejeno navodilo, kako biti odporen, si to bakterije kar razdelijo med seboj. Skopirajo kot programi računalniški, skoraj da. Tako, res je. Kako pogosto pa so pravzaprav smo zdravi ljudje tudi nosilci genov za odpornost na antibiotike in tudi kakšne so pravzaprav razlike med državami, različnimi predeli sveta in kaj so pravzaprav vzroki, ki generirajo te razlike? Študije kažejo, da v povprečju ima človek v nekem danem trenutku nekje do 15 genov za odpornost, kar je sorazmerno majhna številka glede na tisoče in tisoče genov, ki jih ima vsak v bakterijskih genov, ki jih vsak nosi v svojem črevesju. In vendar, sva rekla prej, se znajo zelo hitro kopirati. Tudi zdravi ljudje imamo lahko občasno in rezistentne bakterije in rezistentne gene. V različnih državah je delež ljudi, ki imajo rezistentne bakterije, lahko zelo majhen ali pa zelo velik in ta številka zelo dobro korelira, se pravi, je zelo dobro povezana z dejansko uporabo antibiotikov v državi. Se pravi, nedvomno se zna ta problem še povečevati. Tudi potovanja so baje lahko izrazito tvegana dejavnost, čeprav ne zbolimo z vidika novih okužb z odpornimi sevi. Ja, potovanja so znana kot izrazito tveganje za kolonizacijo, rečemo temu, z rezistentnimi bakterijami. In ogromno študije, ki kažejo, da od 20 do 50% ljudi, ki se vrnejo iz potovanj, seboj prinesejo tudi odporne bakterije. Vendar na srečo gre potem za zdrave ljudi in te odporne bakterije v njih ne ostanejo zelo dolgo. Res je tudi, da če pogledamo ljudi na potovanjih bolj natančno, vidimo, da praktično vsak, ki gre na določena območja, kjer so odporne bakterije vse prisotne, temu rečemo endemične, in taka področja so recimo določeni deli Afrike, Indija, določeni drugi deli Azije. Se pravi, človek, ki gre na potovanje v take kraje, ima gotovo vsaj enkrat med potovanjem vsaj eno rezistentno bakterijo. Zakaj je to tako? Razlog je v tem, da na potovanju zaradi stresa in zaradi trenutno spremenjene prehrane povzročimo eno tako majhno neravnotežje v naši mikrobioti in neravnotežje, kot smo že rekli, v bistvu pomeni, da se sprosti prostor za te rezistentne bakterije in da se malo zmanjša ta naša obramba proti njim. Zanimivo pa je tudi, da če sva do zdaj govorili pravzaprav o našem fizičnem zdravju, da je vse več študij, ki kažejo, da sestava naše mikrobiote vpliva tudi na naše mentalno zdravje, na razpoloženje, ima celo pomembno vlogo pri motnjah, kot je denimo depresija. In povezava se zdi kar nekoliko kontraintuitivna, pa me s tem v zvezi najprej zanima, kakšna pravzaprav je torej povezava med bakterijami v črevesju in našimi možgani? Ja, to je ena od prvih povezav, ki se je pokazala in je bila potem tudi zelo moderna. Gre v bistvu za os črevo-možgani. Ampak naša črevesna mikrobiota
vzpostavlja osi z vsakim našim organom, imamo tudi vpliv na kožo, vpliv na pljuča in tako naprej. Če se vrneva zdaj na možgane. Črevo in možgani v bistvu vplivajo eden na drugega. Recimo naše črevesne bakterije delujejo na črevesno živčevje ali samo z svojo prisotnostjo ali pa z snovmi, ki jih izdelujejo, in ta signal se potem po vagusnem živcu prenaša v možgane. Črevesne bakterije tudi izločajo različne snovi, ki delujejo kot nevrotransmiterji. Nevrotransmiterji, to so signalne molekule, ki jih živčne celice uporabljajo za to, da govorijo ena z drugo. Za točno določene bakterije, recimo določene bifidobakterije, tudi določene laktobacile, so pokazali, da lahko vplivajo na obnašanje, tako pri ljudeh, predvsem pa potem to dokazujemo v živalskih modelih. Recimo določene bakterije so zmanjšale anksioznost, so zmanjšale depresivno vedenje, določene bakterije povečajo na primer vzdržljivost mišk ali pa povzročijo, da raje tečejo na kolesu. In zdaj, ko te določene bakterije poznamo, jih v bistvu uporabljamo za razvoj enih posebnih probiotikov, ki jih imenujemo psihobiotiki. Se pravi, lahko pravzaprav tudi nemara s hrano, ki vpliva na razvoj teh bakterij, vplivamo na torej naše razpoloženje, voljo do telesne aktivnosti in tako naprej? Ja, za prehrano lahko res zelo, zelo veliko storimo za našo mikrobioto in jo držimo v dobri kondiciji. Hrana, ki bo zelo dobro vplivala tudi na del mikrobiote, ki bo izboljševal recimo naše kognitivne sposobnosti, so stročnice, tako da bi stročnice bilo dobro imeti v prehrani vsaj 2-krat na teden, če ne več. Na splošno pa je zlato pravilo dobre prehrane za našo mikrobioto čim več vlaknin in čim več pisane hrane. Vlaknine so splošna hrana za naše bakterije, vlaknine, kot sva že rekli, so v zelenjavi. Pisane snovi, ki jim rečemo tudi polifenoli, so pa tiste, iz katerih potem bakterije naredijo antioksidante in naredijo zaščitne protivnetne snovi. Omenili ste, doktorica Maja Rupnik, da pravzaprav povezava ne gre samo od črevesja k možganom, ampak v še številne druge pravzaprav pomembne sisteme, pa tudi sami se v zadnjem času vse več ukvarjate z raziskovanjem bakterij oziroma mikrobiot drugod po telesu, na koži. Morda ob koncu čisto na kratko, katere se smeri razmišljate in kaj je tisto, kar želite odkriti? Ja, res je, začeli smo se ukvarjati tudi z oralno mikrobioto, se pravi z mikrobioto v ustih in z mikrobioto na koži. Deloma smo se s tem začeli ukvarjati zato, ker so vse naše mikrobiote zelo pomembne. En razlog pa je tudi v tem, ker je, ne boste verjeli, dobiti vzorec za raziskovanje črevesne mikrobiote, to je vzorec blata, izjemno zahtevno početje in to je zelo intimen vzorec in ljudje ga zelo, zelo neradi darujejo. Tako da mogoče zveni nenavadno, ampak to je bil del razloga. Ja, ustna mikrobiota vedno bolj pridobiva na pomenu in osebno mislim, da bo nekoč postala vse tako pomembna kot črevesna mikrobiota ali pa še bolj. Recimo ustna mikrobiota, bakterije, ki jih imamo v ustih, lahko vplivajo spet na naše zdravje, vendar tudi na naše bolezni, na razvoj nevrodegenerativnih bolezni, na razvoj Alzheimerjevih motenj, na razvoj srčno-žilnih bolezni. Zato je skrb za našo ustno mikrobioto izjemnega pomena in bi jo morali veliko, veliko bolj poudarjati. No, vsekakor vam želim še veliko nadaljnjih raziskovalnih uspehov, pa najlepša hvala za tale pogovor.
Hvala tudi vam, nasvidenje. Podobe znanja. Z mikrobiologinjo profesorico doktorico Majo Rupnik z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru sem se pogovarjala Nina Slaček, za ton je skrbel Gašper Loborec. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.